Banka Maribor, če lahko, zanima me zdaj, ugotovilo se je, da so tujci skoraj slabih 5% svojih deležev že prodali, čeprav je bilo rečeno, da so strateški investitorji. In drugo, opozicija Sašo Pečer poziva ministra Bajuka naj odstopi. V SD-ju zaresu napovedujejo, da se bodo usedli in temeljito razmislili o tem, kaj bodo njihovi naslednji koraki, ne izključujejo celo možnosti interpelacije zaradi tega proti celotni vladi, ker je torej celotna vlada sprejela sklep, kako privatizirati NKBM. No, dejansko je bil izveden prvič v tej državi izvedena javna prodaja, to se pravi način prodaje, ko smo tudi državljani imeli v pomembni instituciji možnost, da sodelujemo in da tudi kupujemo delnice. Takih postopkov še do sedaj ni bilo. Zato tudi s tovrstnimi prodajami v Sloveniji ni nobenih posebnih izkušenj. Samo ocenjujem, da je bila prodaja izvedena transparentno, da je bila izvedena korektno, tako na segmentu nepoučenih, kako tudi poučenih investitorjev. Opredelitev, ki jo zagovarja vlada, je bilo naprej znana. Je pa res, da se lahko tudi na tem področju razmere lahko hitro spremenijo, poslovne odločitve investitorjev, skladov, ki so v tem primeru dobili, ki so imeli možnost participirati, so tudi deljene delnice, so lahko tudi zelo hitre. Pač borza je tista, ki deluje in nobenih teh stvari naprej ni možno predvideti in tudi določiti. Vlada je nekako želela čim dlje ohraniti stabilno strukturo, ki je bila narejena na prvi delitvi. Dejstvo je, da tako posamični kupci, kako tudi institucionalni lastniki so se pač odločili drugače, tudi ne glede na to, da je bila dana dodatna ponudba, če se obdržijo delnice. In to je pač načelo prostega trga in svobodne konkurence in jaz mislim, da tu ni ničesar za, da bi prepovedovali komorkoli to poslovno delovanje. Mislim, da je bila delitev delnic narejena korektno, razen napake, ki jo je tudi priznal dr. Bajuk, finančni minister. Jaz upam, da se bo ta napaka dala sanirati, da se bo dala popraviti. In tudi v tem primeru je stvar tistih, ki menijo drugače, da predlagajo v skladu s poslovnikom, v skladu s demokratičnimi načeli in možnostmi pač tudi pobude ali pa zahteve in jih pač naslovijo na ustrezne inštitucije. Tisto, kar bo naslovljeno državni zbor, bomo v tem državnem zboru tudi obravnavali. Opozicija ima celoten nabor inštrumentarja, ki ga predvideva poslovnik, in v primeru, da ocenjuje, da je na tem področju potrebno nekaj storiti, bo verjetno ta inštrumentarij tudi uporabila. To bi še dodala, zlasti tuji dobro poučeni vlagatelji niso bili izbrani kar tako, ne? Člani komisije za privatizacijo NKBM-ja plus nekateri člani vlade oziroma ministrstva za finance so hodili po Evropi, po Združenih državah, spoznavali so te sklade pobliže, od teh skladov dobili celo neka zagotovila, da ne gre za hitro zaslužkarstvo, to so javno povedali, pa vendar se je to zgodilo. Kaj to pomeni? So nas pripeljali žejne čez potok? Ali so pa to samo morda parkirišča za nekoga drugega? No, pogled, jaz težko presojam. Stvari, ki ste jih vprašali, ta postopek prodaje oziroma umikanja glave iz Nove Kreditne banke Maribor, parlamentarna politika ni bila v nobenem primeru vpletena. Dolžni smo, da spremljamo te postopke, tudi spremljamo informacije, ki prihajajo. Jaz upam, da ni šlo za kakšne zlonamerne ali pa škodljive odločitve. Prepričan sem, da
so tisti, ki so sodelovali v tem postopku razdelitve delnic dobro poučenim investitorjem, vlagateljem, da so to nalogo opravili korektno, dobro, v skladu z najboljšimi nameni in cilji. Je pa dejstvo, da trg deluje, ljudje se poslovno odločajo, tudi skladi se poslovno odločajo, zdaj kupec tega so bili tudi drugi skladi in dejansko jaz težko karkoli špekuliram na tem področju, kajti informacij nima zadostnih. Je pa res, da so tudi med prijavitelji bili nekateri, ki so dobro poučeni investitorji, ki so napovedali nakup za več milijonov evrov zneskov in so javno povedali, da so neko zbirno mesto za cel kup drugih vlagateljev. To je bilo pa tudi javno povedano. In takih, če se ne motim, je bil tudi odvetnik Zdolšek, ki je včeraj to povedal na trening. Je bil naprošen, da vloži v imenu. Sam še komentar reakcije opozicije, no, se vam zdi vendarle morda primerna, glede na vse skupaj, kar zdaj gledamo okrog nekega maja, ali pretirana? No, zdaj, glede na sam razvoj dogodkov, glede na to, kako so potekali postopki in reakcije opozicije do faze razdelitve delnic Nove Kreditne banke Maribor, mislim, da je ta reakcija zelo pretirana in nekako ni dosledna. Nihče ni protestiral takrat, ko se je objavil program, nihče ni protestiral takrat, ko se je objavil prospekt, nihče ni protestiral takrat, ko se je objavila namera o taki prodaji Nove Kreditne banke Maribor. Nasprotno, vsi ti so pravzaprav celo javno dali pohvale vladi, da se je odločila za tak pristop. Ne samo politika, tudi stroka in to zelo pozitivno odreagirala. Je pa res, da se je po izjavah dr. Bajuka zgodila vmes tudi kakšna napakica in kot sem rekel, pričakujem, če bo le možno, da se bo ta napaka odpravila. Po tej plati se mi reakcije opozicije ne zdijo usklajene z njihovim dosedanjim ravnanjem in z njihovim dosedanjimi izjavami, še manj pa usklajene s tistim, kar so takrat, ko so bili oblast, ko so dejansko vodili ključne postopke privatizacije, da te njihove sedanje reakcije so bile povsem neusklajene s tistim, kar so takrat dejansko tudi počeli. Imeli so veliko možnosti, da bi šli v take prodaje, kot je bila izvedena pri Novi Kreditni banki Maribor. Imeli so celo elaborat narejen, pa se za to niso odločili. Skratka, ne razumem, da sedaj protestirajo tisti, ki so državljane pri vseh teh prodajah državnega premoženja, pri umikih države iz gospodarstva povsem ignorirali. Vi boste ministra Bajuka v primeru, da pride do resnejšega klica na odgovornost, branili do konca. Eno napako je že priznal, najmanj eno. No, jaz mislim, da je v tem primeru dr. Bajuk ravnal korektno, da je ravnal tudi modro. Nima se smisla skrivati za neko politično institucijo in tisto, kar se je dejansko zgodilo. Takih ravnanj v preteklih mandatih nismo bili navajeni. Sem pa prepričan, da ni šlo v primeru delitve delnic Nove Kreditne banke Maribor za nobeno zavestno napako ali odločitev, ampak je najverjetneje to nastalo zgolj kot spregled, kot objektivno dejstvo. In jaz sem mnenja, da minister Bajuk v tem primeru ne nosi posebno odgovornost in zato mislim, da bomo tudi, če bo prišlo do kakršnihkoli zahtev, tudi branili.